Elvis, hvala, ker si vzel čas za Areno Sport. Smo že močno zakorakali v januarski prestopni rok. Zanima me, kako izgleda dan agenta, ki zastopa igralca, ki ga lovi praktično po Evropi. Najprej hvala za vabilo. Ja, je precej pestro, ne samo zaradi Benjamina Šeška, ampak tudi zaradi ostalih igralcev. Se zastopamo igralce v 7 različnih državah v Evropski uniji. Tako da delovnik je nekako v povprečju 16-urni, od 8 zjutraj do polnoči, praznikov ni, vikendov ni, ampak to je že nekaj, kar počnemo 12 let, kar je ustanovljena agencija ProTransfer. Tako da smo se že navadili na ta tempo, je pa seveda, ko so naši igralci uspešni, je teh klicev, potovanj še toliko več. Beni Šeško ponovno blesti, na zadnjih 4 tekmah v Bundesligi je zadel 4-krat, zadnji gol je bil prava mojstrovina. Zdi se, da je prestop bližje, kot je bil kadarkoli prej. Res je, blesti. Mislim, da je to ena faza razvoja. Mislim, da smo že v preteklosti pokazali in tega se držimo, da se striktno nekako držimo tega razvoja, razvojne poti, da ne gledamo toliko neko trenutno formo, tako da tudi naša odločitev glede prestopa naslednjega koraka nikoli ni izvirala in ne bo izvirala iz neke trenutne forme, ampak bolj iz tega, kdo lahko ponudi Benjaminu Šešku najboljšo platformo za njegov razvoj. In vidimo, da je naša odločitev bila pravilna, kajti Benjamin se odlično razvija. Je že v teh 6 mesecih veliko boljši napadalec, kot je bil v pretekli sezoni. Vendar, kaj mu še primanjkuje, je izkušenj. Ne smemo pozabiti, da ima 21 let. In to je bila tudi odločitev, zakaj nismo hoteli, da gre v Premier League poleti. Bile so konkretne možnosti, vendar smo se zavestno odločili, da ostanemo v Bundesligi, da mu damo čas in možnost, da napreduje in da se razvije v vrhunskega napadalca. Nogometni observatorij CIES je ocenil Šeškovo tržno vrednost na 116 milijonov evrov, po drugi strani Transfermarkt ocenjuje na 50. Kolikšna je tista vrednost oziroma odškodnina, s katero bi se Leipzig v tem trenutku zadovoljil? Dobro vprašanje, ampak mislim, da se v tem trenutku Leipzig ne bi zadovoljil z nobeno odškodnino. Leipzig ne želi prodati Benjamina Šeška, ker ga resnično izjemno ceni in v njihovih očeh je vreden še veliko več. Tako da jaz mislim, da je ta ocena CIES-a bistveno bolj realna kot ocena Transfermarkta. Včasih vidimo, da se zgodijo neki prestopi, ki niso realne številke. Tudi Haaland je prestopil za nerealno številko, zato ker je pač tako imel narejeno pogodbo, da mu je to omogočalo. Sicer bi njegova vrednost verjetno bila v prestopu mogoče celo 2-kratnik tega, kar se je zgodilo. Tako da je odvisno od pogajanja, ampak mislim, da je ta vrednost, ki se približuje 100 milijonov, bistveno bolj realna kot pa tista, ki na Transfermarktu. Mikelu Arteti že vrsto let očitajo, da potrebuje klasičnega napadalca. Da lahko Beni Šeško reši teh očitkov? Dobro vprašanje. Mislim, da bi to morali predvsem vprašati gospoda Arteto. To je predvsem vprašanje za njega. Vendar, kot sem prej rekel, mislim, da Benjamin Šeško lahko ustreza bilo kateremu vrhunskemu klubu, ker je igralec, ki je zelo prilagodljiv, je igralec, ki ima različne nogometne veščine, ki lahko igra samo v napadu z 2 napadalci, lahko igra malo za prvim napadalcem, lahko je prvi napadalec, torej ima višino, ima hitrost, ima tehnično znanje. Je zelo kompleten napadalec in mislim, da lahko pomaga vsakemu vrhunskemu klubu trenutno v Evropi. Je s strani Arsenala prišlo konkretno zanimanje za Benja Šeška? To pa vprašanje na žalost vam ne moremo odgovoriti. Hvala, Elvis, za tvoj čas, za vse srečno in uspešno v novem letu. Hvala tudi vam in tudi jaz vam želim in gledalcem in gledalkam vse dobro in uspešno v novem letu.